Bela nevesta sredi morskih poljan se vsak dan zvesto soncu predaja, a nas pa v kuhinji rada razvaja. Kaj je to? Ja, belo zlato, kakopak, in to slovensko, piransko. Tej soli ni nič dodano, nič vzeto, zato je tako kvalitetna sol. Tudi način pridobivanja soli je tak poseben način, kjer je vse naravno. Dano od sonca in morja. In zato je tu pomladansko slovo od Pirana za solinarsko družino, ki po starih sledeh drobi iz mesta. Ko je bil praznik svetega Jurija, so zjutraj šli vsi k maši, potem so tekli domov se preobleči v solinarske obleke in potem so šli vsi skupaj več ali manj tlele na pomol in z ladjami v soline. Kjer so 5 mesecev obuti v kaperine, vendar izključno na boso nogo, vihteli lesenega vero, z ene strani za dragoceni solni cvet, z druge za navadno, a še vedno dragoceno sol, in delali so vsi, očetje, mame in to s privzdignjenimi krili, pa tudi otroci. Solinarstvo je bilo pravzaprav ena cela znanost in izkušnje. Prepletena s srčnostjo in neusahljivim prijateljstvom. Kljub pač napornega dela so bili v glavnem vsi veseli, so si pomagali eden drugim. Za povrh pa so se sem ter tja tudi na vso moč zabavali. Tistikrat niso bile karte levo, desno, da se to igra, ne? Zato so se znašli kar s prstja. Solinarska iznajdljivost je merila še višje, pri pršutu recimo. V starih kažetah, veš, kamor so imeli kuhnjo, na desni strani vedno, da so gledali gor. So prišli s kruhom, samo tako malo potočali in potem so pojedli. Ampak kruh je stal, pršut je vedno stal cel. Vse do jeseni, ko so strnili sezono in se vrnili v mesto. Tvoja želja je končana. Prikladna za piling, zeliščno kopel ali bogato pojedino. Sol je bila, včasih so rekli, za sol pa bo. Za sol pa bo, to je bila dragocenost. Ker so vedeli, kaj vse ziba v sebi. Ni važno, ali si reven ali bogat, ona ti vedno požene po žilah boljše življenje. Še posebej ta iz danes bršljanom ovenčanega Pirana.